težko si prostovoljec v krščanskem centru, če nisi izpolnjen Svetim Duhom. In boš bolj boš vpliven v tem svetu, če imaš polnino Svetega Duha. Res, haleluja. In danes tudi, kdorkoli to na kameri gleda, kjerkoli si v dnevni sobi, kjerkoli, danes predaj svoje življenje. Danes gremo v drugo poglavje zdaj. Zdaj v prvem smo videli, kako je Luka, ki je bil on je bil v bistvu en prevod prav, da Luka je bil zdravnik, drug pa, da je bil zdravilc, oziroma, da je Jezus čez njega ozdravljal. Zato je bil pač en od teh modelov, ko so z apostoli skupaj hodili in piše, da je napisal to, kar je Jezus začel delati. Se pravi, da še ni konc. Apostolska dela so šele začetek. Haleluja. Amen? A ni to dobro? Se pravi, ko greš čez vsa poglavja apostolskih delih, se moraš zavedati, da to je šele začetek. Haleluja. In to je ful dobro. In zdaj, poglejmo si v drugem poglavju. Se pravi, začetek je v Jezusu, mi pa zdaj to delo njegovo nadaljujemo. In danes se bi malo tehnično rad pogledal, kako lahko sprejmeš Svetega Duha. Res, v vse, kar delaš. Ne samo, recimo, eno je, da imaš znak, ko govoriš v novih jezikih. Drugo je pa, da recimo špilaš harmoniko pod navdihnjenim Svetim Duhom. Da recimo si dober mož svoji družini pod navdihom Svetega Duha. Da si dober, ne vem, karkoli delaš, da delaš v Svetem Duhu. Da dovoliš njemu, da čez tebe dela. In v bistvu ni težko. To bi vam danes pokazal. Res, ni težko. Mi včasih ful zafrustriramo kristjane, ki jim rečemo, moraš biti izpolnjen Svetim Duhom in pol jim toliko zagrenimo ta krščanski življenje, da preden sploh začnemo za njih moliti, so se že čist zaprli. In ne ti povem, lahko se odpreš, ker Sveti Duh je že v tebi, ker si sprejel Jezusa. Čim si sprejel Jezusa, je Sveti Duh vstopil vate, ker ti si se na novo rodil. In na novo se ne moreš roditi brez Svetega Duha, tako. In zdaj imamo vprašanje, a je prišlo 5 cm Svetega Duha vate? A je samo izgležno not stopil vate? Ali je cel prišel vate? Haleluja. A mi zna kdo to odgovoriti? Koliko Svetega Duha je prišlo vate od nič do 100%? Kaj ti misliš, Bene? 100, bravo, ej. Prvi odgovor in takoj pravilen. Haleluja. To pa je. Sploh ne moramo več nič zgrešiti. Dajmo se to pogledati. V prvi vrstici, drugo poglavje apostolskih del, prva vrstica. Ko pride 50. dan, so bili vsi ene misli skupaj, kar nastane šum z neba, kakor piš silnega vetra in napolni vso hišo, kjer so sedeli. Se pravi, naenkrat, oni so 50. dan, to pomeni, 50. dan je bil binkoštni praznik, binkošt pomeni Pentekost, kar pomeni 50, to pomeni 40. dan. V prvem poglavju smo si pogledali do 40. dneva. In kaj se je zgodil 40. dan? Jezus je šel v nebesa. On jih je 40 dni potem, ko je plačal ceno na križu, ko je vstal od mrtvih, jih je 40 dni učil o Božjem kraljestvu. In na koncu jim je rekel, zdaj pa fantje, počakajte na Svetega Duha, nikamor ne hoditi, dokler ne pride Sveti Duh na vas. In to je bilo pa na 50. dan. Se pravi, 10 dni so vztrajali v molitvi. 10 dni so bili skupaj. Hvala Bogu. Haleluja. In zdaj, kar naenkrat, nenadoma, nastane šum oziroma glas. Prišel je glas iz neba, kakor veter. Ne piše, da je prišel veter, ampak piše, da je prišel glas, tako kot veter pride, kar naenkrat. In kaj se je zgodilo? Napolnil je vso hišo, kjer so sedeli. Haleluja. Se pravi, ti lahko tudi sediš, ni ti treba stati. Lahko sediš, a ni to dobra novica? Lahko sediš, pa sprejmeš Svetega Duha. Meni je všeč, da ni treba čim višje roke v zrak dvigati.
Ampak da lahko sediš pa spremeš. Haleluja. Amen. Tako da ne koga obsoji, če cel cajt v cerkvi sam sedi, tudi med slavljenjem. Nima veze. Haleluja. Se pravi, in se jim prikažejo razdeljeni jeziki kakor ognjeni in sedejo na slehernega med njimi. In vsi, a lahko rečeš vsi se napolnijo Svetega Duha in začnejo govoriti v drugih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. In ta beseda, da se ti napolniš, je ista beseda v Efežanih 5, kjer piše v Efežanih 5:17, kako naj slavimo Boga, delamo melodijo v svojem srcu in naj se ne opijanjamo z vinom, v čemer je razuzdanost, ampak naj se izpolnjujemo s Svetim Duhom. Se pravi, ne bom vprašal, kdo od vas se je kdaj opijanu, če si bil kdaj pijan ali ne. Ampak če si bil kdaj pijan, slučajno, pol veš, da si padel pod vpliv alkohola. In pol si delal stvari, ki so bile nespodobne. Stvari, ki ti bilo žal drug dan. Zakaj? Ker nisi delal to, kar si hotel, ampak si bil pod vplivom nekoga drugega. In to je katastrofa. In problem je, če potem rataš odvisen od tega. In naj ti povem, Sveti Duh je pa original. Ker moraš vedeti, hudič ti bo vedno dal kopijo, ampak obstaja original. Se pravi, če je vino hudičeva kopija, ki zveže človeka in mora biti osvobojen duha alkoholizma, potem obstaja tudi original. In original je pa, da si izpolnjen s Svetim Duhom. Haleluja. In ko si ti s Svetim Duhom izpolnjen, ne rabaš alkohola. Lahko spiješ, ne vem, kozarec vina, to ni problem. Jezus je pil vino zraven rib. On je jedel ribe, se pravi, ni bil vegetarijanec, zraven pa popil kozarec vina. Se pravi, hvala Bogu, da imamo tazga Boga. Jaz ne bi hodil imeti vegana za Boga, haleluja, ker še vina ne sme piti, niti ribe ne sme jesti. Bogi mi. Tako pa haleluja, če je lahko Jezus, lahko tudi jaz. Ampak Jezus ni spil 2 litra vina, razumete? Pa pol hodil okoli vas pijan pa zadet. Ampak je spil, pač bil je v kontroli. Ampak bil je pa pod vplivom Svetega Duha. In to bi ti rad danes povedal. Ti si že sprejel Svetega Duha, ker si sprejel Jezusa. Ker je Sveti Duh prišel živeti vate. Ampak zdaj pa dovolj Svetemu Duhu, kje? Kje je zdaj Sveti Duh, Bene? V tebi, bravo, spet dober odgovor. Se pravi, težko vprašanje zdaj samo na eno stran. Se pravi, Sveti Duh je zdaj v tebi noter. V tebi je. In kako pa zdaj to, da še ne govoriš o novih jezikih, če je pa to znak, da si izpolnjen s Svetim Duhom? Zato, ker se moraš pustiti njegovemu vplivu, da te prevzame, tako kot alkohol. Ti moraš dopustiti, da Sveti Duh je prišel vate, zdaj prevzeme tvojo dušo, tvoj um in tvoje življenje. Haleluja. In pol ni omejitve. Recimo, jaz, ko sem se učil, kako Sveti Duh deluje, sem na sebi probavil največ. In sem se upekel v palc in pol sem gledal, ful me je pekel in sem gledal palc in sem se ga dotaknil in se fokusiral, da v meni Sveti Duh in da ta moč zdaj uzdravlja moj palc in sem bil uzdravljen. In pol nisem mogel verjeti, da sem res lahko uzdravljen in sem v peklino, užival v peklino, sem z nohtom še gor šel in me ni bolelo. Zakaj? Ker Sveti Duh je neomejen. Zato, recimo, jaz, ko molim za bolnika, molim v avtoriteti. To je ena stvar. Ena stvar je, da imaš ti avtoriteto nad boleznijo. Druga stvar je pa moč Svetega Duha. In to ni ista beseda. Eksusija pomeni avtoriteta. Policaj ima avtoriteto. On me lahko ustavi na ulici, ampak če se jaz ne bom ustavil, lahko pa moč uporabi. Moč je pa una pištola, ki jo vam potegneš. In ti imaš moč, kje je Sveti Duh v tebi. In pol, recimo, nekaj mole se ne zgodi, sprost moč. Zapovej, da moč steče. Fokusiri se na moč Svetega Duha. In Sveti Duh bo čez tebe tekel v drugo osebo. Sveti Duh bo, recimo, ko špilaš harmoniko, ko se naučiš sodelovati s Svetim Duhom, bo on prevzel tvoj inštrument. Ko doma misliš, da boš znoril, pa da si v živčen, pa da boš ven padel, dovolj Svetemu Duhu, da prevzame tvoj karakter. Amen. Sploh se ti jeziti ni treba. Haleluja. Ampak to je rast. Bod pač potrpežljiv sam sabo.
Lahko, da boš en dan mislil, da si že angel, drug dan boš pa mislil, da si obseden z demoni. In to je pač normalno. Pojdi naprej. Ne reči, da ne deluje. Reči, ok, malo sem se spotaknil. Otrok ne neha hoditi, sam zato, ker je 2-krat padel. Kolikrat si padel, ko si se bicikl učil voziti, je tako? In pa si volej, mami, brez ene roke, brez druge roke, pa brez op. Ampak še vedno si šel nazaj na bicikl, je tako? In isto dovolj, celo Sveto pismo nas uči, kako spreminjati svojo dušo, je tako? Svoj svoje emocije, kako jih dati v kontrolo Božje besede, ki pa je Sveti duh. Božja beseda je duhovna stvar. Amen? Sprav, kdorkoli bi rad danes, če bi rad danes govoril o novih jezikih, jaz ti povem, a veš, kje so novi jeziki zate? Kje so, Bene? V te, bravo! Ta je bila težka. Ker je bila toliko simpel, da je težko vgant. Se pravi, Sveti duh je v tebi. Amen? Koga je v tebi? 100%. Kje so jeziki? V tebi. Zakaj? Ker, pazi, Jezus ne bo še enkrat krščeval ljudi v Svetem duhu. On je to že naredil, on je že poslal Svetega duha. Sveti duh je na zemlji. Jaz, če rabim ozdravljenje, ugante kaj? Jezus ne bo prišel pa me ozdravil. Ker ga bom čakal, dokler nam umrl. In pol, ko bom umrl, bo rekel, pa se sem že plačal ceno. Kva si mislil, da bom še enkrat hodil na križ? Kva ne naredil kaj, ti ni bilo dosti enkrat. On je že plačal ceno, haleluja. In zdaj moja naloga je, da to sprejmem. Isto in cerkev zato vse deluje po milosti, z milostjo smo odrešeni, piše. Ne po dobrih delih, z milostjo smo odrešeni po Nikola, po veri, bravo. Se pravi, z milostjo vse pripravlja in zdaj po veri jaz vzamem nove jezike, ozdravljenje, novo službo, ki jo rabim. Vse, kar mi je Bog govoril, ker vse, kar ti je Bog dal željo na srce in veš, da je njegova volja, po veri vzameš. In isto danes, jaz bi rad, da vsi greste domov, da molite v novih jezikih. To je moja želja. Sam lahko, da pač komu ne bo uspel, lahko, da boš preveč umsko zakompleksan in pač Bog te ima rad, haleluja. Sam on bi rad, da se odpreš, haleluja. Da spremaš vse, kar ima zate. Da zadihaš s polnimi pljuči Svetega duha, haleluja. In gledamo, kako se to zgodilo in kakšni so bili rezultati. Se pravi, vidimo, pride kot zvok. Jaz sem sprejel Jezusa in sem doživel podoben, jaz sem po moje, da sem doživel ta zvok. Ker jaz sem 5. julija 92 zaspal na klopci, ateist, ko sem se ulegel, pa zaspal sem bil ateist. In pol je nekaj eksplodiral. In sem se zbudil, prestrašen in sem gledal, kje je kakšen kmet s kakšnim vilom, da me bo preganil. Ker sem imel hipi čupal do srede hrbta. In tam sem pač v njihovi vasi dremal v parku. In pač sem se ustrašil. Ampak cerkev, to je eksplodiral nekaj v duhu. In pol, ko to berem, po moje, da je podobna stvar, ko prije 50 dan, bum, naenkrat prije šum z neba. In ko sem odprl oči, ko me je ta eksplozija zbudila, sem samo iz te eksplozije, sem samo glas slišal, ki je rekel, jaz sem živ. Vse. In sem vedel, da je to Jezus, pa sem bil ateist. In pol je rekel, kje si pa ti, Klemen? In pol sem padel dol, sem se razjokal pred Bogom. In pol sem sam še hotel Boga, haleluja. In par dni zatem sem pa toliko bil izpolnjen, toliko me je prevzel Sveti duh cerkev, toliko sem bil pod vplivom Svetega duha. In temu Sveto pismo pravi, da si napolnjen Svetim duhom. Noben ni sploh molil zame, razumete? Noben. To je bilo pa v Stari Ljubljani, noben ni molil zame. Ampak Sveti duh sem začutil, kot da bi me kdo polil z vodo, toliko sem pod vpliv Svetega duha padel. In pa sem rekel, arde di ari arden, ker ne vem še danes, kaj pomeni. Sem probal v Google prevajalc, da pa ne zna. Po moje so angelski jeziki, ker obstajajo človeški in angelski jeziki. In sem pač padel pod vpliv Svetega duha. In pol 2 tedna sem mislil, da hodim po zraku, ne po tleh. In pol par tednov kasneje sem se šele odprl, pa dobil več jezikov. Najprej sem pa 2 tedna samo isti zlog ponavljal, ker pazite, kaj je tukaj prav. Kaj se je zgodilo? V 4. vrstici, vsi se napolnijo Svetega duha
in začnejo govoriti. Se pravi, kdo je začel govoriti? Oni. Se pravi, pazite, ni Sveti Duh začel govoriti. Oni so začeli govoriti, ampak kako? Kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Se pravi, to ti ne moreš iz človeškim razumom govoriti. Ti ne moreš se naučiti jezikov. Včasih mi ljudje rečejo, daj, lahko bolj počas govoriš, da mi pokažeš, ko se rekel, ne morete pokazati. To bo iz tvojega srca izbruhnil ven. To je Sveti Duh. Sveti Duh je v tebi in Sveti Duh, ki je v tebi, hoče moliti čez tebe. Obstaja jezik duha. In piše, kdor mol v duhu, izgrajuje samega sebe. Kaj to pomeni? Da si čedalje bolj kot Superman v svojem duhu. Drugič, piše, da v duhu moliš popolno molitev k očetu. Se pravi, jaz dostikrat res ne vem, kako bi molil. Ali pa vem 2 minuti, pa več ne vem. In kaj naredim? Molim v jezikih. In pol dobim strategijo, ideje, vizije. Če veliko v Svetem duhu moliš, boš imel veliko nadnaravnih aktivnosti. Boš lažje slišal Božji glas. Razumeš, to je tako, kot da si se priklopil na izvir življenja, ki ni v tvoji glavi, ampak je v tvojem srcu, v tvojem duhu. Zato je Jezus rekel, iz vašega želodca bodo potekle reke žive vode. Halleluja. Se pravi, in naš prevod pravi iz srca, ampak original prav iz želodca. Se pravi, to nekje cent, ker problem je, če jaz rečem srce, poti pa tle nek ta pumpa za kri, pumpati po telesu razbija. To ni srce. To je, dostikrat na tem predelu bolj svojo dušo čutiš. Tukaj so tvoje emocije, tvoje misli, tvoja volja, ampak srce pa bolj globoko v centru tebe. In tukaj not je Sveti Duh. In včasih je ful tih, nežen glas. Včasih je pa kot tornado. Ampak, ko moliš v jezikih, zakaj to rabiš? Ko boš duhovno, boš ful močen. In vsa apostolska dela so v bistvu dela Svetega Duha. V bistvu, ko piše apostolska dela, pravilen naslov te knjige bi bil dejanja Svetega Duha ali pa dela Svetega Duha po apostolih ali pa čez cerkev Jezusa Kristusa. Halleluja. In zakaj? Ker Bog sploh ne gleda na to, kdo je kdo. Ti ne rabiš nekega super kristjana, da naredi eno super delo. Ampak rabiš samo kristjana, ki je izpolnjen Svetim Duhom in to razume. In pol zna sodelovati s Svetim Duhom. To je izredno pomembno. Se pravi, da se znaš podrediti Svetemu Duhu. In to deluje na vseh sferah. Jaz se spomnim, ko sva s Carol kupila parcelo, mislim, Bog nam je podaril skoraj nič denarja nisva rabila. In pol sva dobila naslednji korak, strategijo, da jaz gradim hišo. Še zdaj mi je to smešno, ker že sama ideja me je spravila v totalen stres. Ker meni so doma govorili, da imam 2 levi roki. Razumem, te sem hotel filozofijo študirati, zdaj pa hišo gradim. Ampak sem se pa naučil, da vse je možno s Svetim Duhom. Vse. In pa sem pač DVD sem pogledal, kako se to zida. Sem dobil DVD in sem ga 12krat pogledal, ker se mi je zdel dobra številka 12. In pa sem 12 ur, se pravi po 1 uro bil še več, sem ga 12krat pogledal. In pa sem drug dan itak že vse pozabil. Pa sem ga spet šel gledati. In pa sem šel nekaj narediti, sem šel spet domov DVD gledati. In ko je prišel inštruktor, če kupaš si projekt za celo hišo, dobiš inštruktorja za en dan. In poleg inštruktorja, vse, sem rekel, ne, če me to znal, in sem 2 zidarja, oziroma enega zidarja, pa enega pomočnika zidarja, sem imel tam zraven. In sem rekel, da je lahko prijete, pa pač, jaz si ne upam to sam delati. Pa ja, bo midva, ni problem. Ampak sem bil zraven in smo vsi 3 delali plus inštruktor in inštruktor je 4 ure sem ga imel, po 4 urah je rekel, lej, te 2 tipa pošelj domov, ko pojma nimata, ti si zidar. Ker ti si rojen za zidav. Okay. Dobra potrditev, ker jaz mu nisem rekel, da je meni to že Bog prej govoril. Ampak jaz, če bi mi zdaj rekel, Klemen, lahko še meni zgradiš, ne morem. Ne, ker boš imel katastrofo. Ker to nisem jaz, razumeš? To je Sveti Duh. In jaz ne vem, če se bom lahko toliko podredil Svetemu Duhu, ker sem se za svojo hišo, razumeš? Ker sem bil poslan od Boga, da to delam. Recimo, jaz, ker sem se poročil v Omahi, sem pa šel še v Detroit pogledati
ki je moja žena bila prej pastor ene cerkve. In to je bilo v centru Detroita, so kupili pornografski kino in so not naredili cerkev. Ker tam nobena cerkev se ne upala iti. Tam so kradli ženske z ulice, pa jih v prostitucijo pošiljali. Droga, vse živo. Katastrofa. Jaz sem se bal tam hoditi. Pa vidite, kakšen sem. Jaz, ko sem na pumpo prišel, ga sploh ne vidiš, kad denar kasira na pumpi. To je vse neki za mrežo, pa ne zaradi korone, ampak zaradi kriminala. Leta 1999. Pol tam ena ženska mi srednji prst pokaže med vožnjo, ker se nisem tako umaknil. Jaz pa navad tako križ pol ljudem pokažem nazaj. Žena pa prav, kva delaš, Klemane? Ne, si normalen, tle te kdo ustrelil, če se šafnal. Pa sem rekel, wow, to je čist drug svet. In pol, ko smo tam po ulici hodila, sem skozi gledal, da me kdo zaštihal v hrbet. Tako sem se tako malo nazaj obračal. In pa sem si mislil, kako lahko moja žena tle služila Bogu. Kako? In pol ti bi sama lahko povedala, zaradi Svetega Duha. Zato, ker je imela moč Svetega Duha na sebi. Jaz sem imel nož na grlu, vse živo, pridigal sem po džamijah v Turčiji med teroristi. Ampak če bi ti meni zdaj rekel, Klemen, a greš, gremo spet, bi rekel, kje pa? Jaz si ne upam. Jaz grem lahko samo, če me Bog pošle. Razumeš, če me Bog pošle, pa haleluja. Grem lahko kamor hočeš, na Luno, če treba. Ampak tam ni ljudi, haleluja. Na Marsu tudi ni nobenega cerkva, ne skrbeti. Imamo dosti dela na zemlji, haleluja. Ok, kdo bi rad danes govoril o novih jezikih, haleluja. Kdo bi rad bil čist pod vplivom Svetega Duha danes, haleluja. A bi rad, da vse, kar delaš, da je Sveti Duh na tebi. Kdo si to želi, da si čist izpolnjen Svetim Duhom, haleluja. In pol, da on čez tebi dela, če si poslovnaš, da služiš denar Svetim Duhom, haleluja. Če pač delaš zelišča spet, da je Sveti Duh na tem, amen. Vse, kar delaš, je pravilno bi bilo, da je Sveti Duh na vsem, kar delamo, res je. In v naših družinah, haleluja. Bomo to molili danes, hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti, da boš vsazga napolnil danes, ker se ti bomo predali, da vplivaš na nas, Sveti Duh, haleluja. Se pravi, dobro je, da veš, da Sveti Duh ne pride v enih dozah. Da najprej, ker problem je, če misliš, da Sveti Duh pride po enih dozah, da najprej dobiš malo, pol dobiš še malo več. To je problem, ker pol boš odpadel od milosti in boš mislil, moram biti ful dober, da me eno dozo dobim. Pol, če bom ful pošten in pravičen in pol bom pa dobil drugo dozo. Problem v tem je, da boš pač odvisen od svojih del in se boš zmatril. In ne boš imel vere, ker vera deluje po milosti. Milost je pa nekaj, kar si nisi zaslužil. In fokus je na Jezusu, ne na mene. In ko sem jaz fokusiran na Jezusa, sem mu čedalje bolj podoben. Amen. In bolj, ko sem izpolnjen Svetim Duhom, bolj sem podoben Jezusu. Haleluja. In ti si lahko najboljša verzija Jezusa, kakršen si v svojem življenju, tako da si napolnjen Svetim Duhom. In on ne pride v dozah. Niti treba čakati. Jeziki so že v tebi. Sveti Duh je že v tebi. Edino, če še Jezusa nisi sprejel za svojega Gospoda in rešitelja, pol jasno, pač mu predaj svoje življenje, povab ga, da je tvoj Gospod in tvoj Duh se bo na novo rodil in kdo bo prišel vate? Bene je povedal Sveti Duh. Koliko? 100%. Haleluja. Se pravi, z novim rojstvom je Sveti Duh prišel vate in zdaj se hoče manifestirati v tebi in čez tebe. In manifestiral se bo samo tako, da mu ti dovoliš. Kako? Po veri. Po veri, verjameš mu. Lahko priješ naprej, da roke položimo na tebe. Jaz recimo, zame noben ni molil, da bi sprejel Svetega Duha. Meni ga je Sveti Duh Jezus sam dal na ulici, ampak samo 3 besede, več nisem mogel prebaviti. In potem sem ga med slavljenjem enkrat pol, čez 3 tedne kasneje, sprejel pa ful. Ampak kako sem ga sprejel? Da sem se odprl. In ko sem jaz svoje srce odprl, pa pozabil na to, da je ful težko moliti v novih jezikih, pa kako bom zdaj to, pa 100 vprašanj, vse sem pozabil in potem sem začel peti v novih jezikih in sem se imel the best. Tako da tudi, recimo, so denominacije, kjer pač ni fokusa na Svetem Duhu in
je tudi v njih je Sveti Duh. Tudi v njih. Sam niso fokusirani na to, ampak tudi v njih so jeziki not in čakajo, kdaj bo prišli ven. Ampak ne jih v grob odnesti, amen. Dovolj jim, da pridejo ven, haleluja, ko bojo naredili čudovito delo v tebi, amen. Oni prevzamejo vse, kar delaš, haleluja. In enkrat ne boš sploh utrujen, haleluja. Hvala ti, Jezus. Ok, dajmo si še malo prebrati Biblije, kaj se je pol zgodilo. 5. vrstica. Bivali so pa takrat v Jeruzalemu Judje, Boga boječi možje vsakega naroda, ki je pod nebom. Ko je nastal šum, se snide množica in groza jih obide, zakaj vsak izmed njih sliši, da govore v njihovem jeziku. Se pravi, tudi ljudje, ki so bili na ulici, so slišali, da je en zvok prišel. In pol učenci priletijo ven in začnejo govoriti v njihovih dialektih. To je tako, kakor če bi, recimo, jaz prišel po enem ful romskem dialektu začel govoriti. In pol bi ti vedel, wow, Klemen, si se ti zdel mi, da si mal naš, ampak vseeno, haleluja, nisem si mislil. In to bi bil totalno čudež. Recimo, jaz sem v danščini enkrat tako govoril, v danskem jeziku, jaz pojma nimam v danščini, ampak je ful enemu pomagal, ker se je boril s tem, a Jezus obstaja ali ne, ker je bil iz Danske. In pol sem ga vprašal, pa kva sem jaz govoril? Pa rekel, ful si slavil Boga, govoril si, koliko je Bog velik, koliko je čudovit, koliko je mogočen, kako je vse ustvaril. Razumete, jaz sem pač hvalil sem Jezusa v danščini. To je bilo znamenje za njega. Ampak poglejte, niso bili vsi navdušeni. V 12. vrstici, vsi se zavzamejo in strme, drug drugemu govoreč, kaj če to biti? A drugi se posmehujejo in govorijo, sladkega vinca so se napili. Se pravi, to je ta primerjava, Sveti Duh, ali pa da se napiješ z alkoholom. Se pravi, ena je od Boga, ena je od hudiča, ampak podobno deluje, funkcionira, ker naravni pa duhovni svet sta si usporedna, zato dejstvo je, da boš padel pod vpliv Svetega Duha. To pomeni, ker si ti pod vplivom Svetega Duha. Lahko kdo, ki je recimo tvoj sovražnik, hoče se s tabo tepst ali pa kaj. In ti se boš razjezil, ampak tako v drugem šusu boš pa ful ljubezen do te osebe začutil. Jaz sem enkrat, ne če sem že povedal, ampak enkrat sem imel ful željo, da bi se stepil z enim človekom, ki me iz ceste izrival in vse živo delal. In pa sem šel dol na pumpi in on kar še na pumpi za mano. In pol tam parkiram, on parkira za mano. In pol on skoči ven z avta in si rekel, zdaj se bom pa stepil, zdaj pa tudi jaz si lahko daj prvočen, sem si mislil tako podzavestno. Ampak jaz, ko sem z avta ven skočil, si rekel, ful te imam rad. Jaz pa nisem hotel to reči, razumete? Jaz sem rekel, ful te imam rad človek. In enkrat ful Božja ljubezen se v meni dvignila. In pol se je človek ful razjokal pa spokoril. In pol se ga lahko objel in sem rekel, Jezus te ljubi, haleluja. Jaz imam ful ljubezen do tebe, ampak je naravno, ker prej si mi šel ful že na živce, ampak to, kar se je zdaj zgodilo, je pač Jezus, haleluja. A razumeš, to se ti zgodi, ker si pod vplivom alkohola se tepeš, ker si pod vplivom Svetega Duha, pa ljubiš ljudi, haleluja. Jaz sem bil enkrat 8 dni pijan v Svetem Duhu. Čist zadet od Svetega Duha. Sploh nisem mogel vse priti. Mi smo bili s Kerol v Oseku skupaj in tam smo imeli menzo, kamor smo jest hodili in vsi smo ono kuharico sovražili ful. Ker smo imeli plačan, dobro je bilo plačan, da imamo dober zest, ampak ona je veliko tega keša kanalizirala na svoje račune, nam je dala pa tako ful slabo hrano zest. In vsem, mi smo pa itak vsi to verili, zato pač, in tudi bila je zelo zoprna ženska. Čeprav vem, to vam je težko verjeti, ponovadi so ženske vse ful prijazne, ampak obstaja tudi sem pa kakšno tako. In jaz, ko sem zjutraj prišel v menzo na zajtrk, sem jo imel ful rad. Samo nekrat sem jo imel ful rad. Potem sem še šalci dal lupčka, ker sem kavo z nje pil. Vse sem imel rad, kamorkoli sem pogledal. To je, ker si pod vplivom Svetega Duha. In pol naenkrat sem pridigal, brez da bi si kaj organiziral, sem pridigal 4000 ljudem v Romuniji, recimo. Naenkrat se ti vse živo začne dogajati. Avto se nam je obrnil okoli, zletimo dol z ceste, vsi so bili potolčeni v mojem kombiju, sam jaz sem bil brez praske. Pa ne prevezan.
In pa sem za vse molil, rešil sem jim avto, najdel sem v 5 zjutraj dvigalo za avto. Vse nenormalno, vse nadnaravno. Razumeš, ko si pod vplivom Svetega Duha, več ni omejitev. Amen? Kdo si želi tak življenje? Haleluja. Jaz si ga, haleluja. Jaz si želim še več nadnaravnega življenja. Haleluja. Jaz sem začel na en sestanek in sem mogel ful razmisliti, kako naj se obnašam, ker pač je bila neka priložnost in mogel bi izgledati nekako uglajen, da bom tam neke seminarje izvajal v tej družbi ali karkoli. In pa sem razmišljal, kva naj zdaj mislim, katero taktiko bi ubral, a bi se delal, da sem ful neki pač pameten človek, ki bom ljudem z nekimi metodami pomagal izboljšati življenje, ali grem kar direkt z Jezusom naprej, pa naj on dela čudež, haleluja. In pol, ko sem prišel na sestanek, smo se 4 ure samo o Jezusu pogovarjali. In pol sem bila ozdravljena, Bog je deloval. Zakaj? Ker sem rekel, vseeno mi je, haleluja. Ne bom sam šel nikamor več, ampak sem povabil Svetega Duha. In Sveti Duh je v tebi, ampak lahko je zaklenen v tebi, lahko se pa pustiš v njegov vpliv. Amen? A je to bolj simpel sprejet, kakor da mora zdaj neki ful se bliskati pa grmeti, da boš ti 2 besede rekel v novih jezikih. Se pravi, zavedi se, on je že v tebi. Ti vse, kar moraš narediti, da padeš pod njegov vpliv, da se podrediš njegovemu delovanju, da po veri sprejmeš, haleluja, in se bo odprl, haleluja. In jaz recimo, ko sem prišel na sestanek, ta v četrtek, sem zavestno rekel Svetemu Duhu, haleluja, prevzem kontrolo. Mene vsem, kako bo izpadlo. Tudi, če me bo sovražil, mene vsem. Ampak tudi besede nam rekel Jezus, če ti nočeš. Razumete, ko včasih Jezus je rekel, sprejeli boste Svetega Duha, v 1. poglavju 8. vrstica, sprejeli boste Svetega Duha in boste postali moje, Nikola. Še boljša beseda? Priče, bravo. Ta 2-1, ne, 3-2, ok. Se pravi, postali boste moje priče, amen? Se pravi, in problem je, če ti misliš, jaz moram zdaj ful pričevati za Jezusa, ker sem sprejel Svetega Duha. Ne, to je narobe. Ti boš postal priča. Se pravi, ti si toliko izpolnjen Svetim Duhom, da tebi ni treba zdaj pričevati ljudem, ampak ti si postal priča. Ti si človek, priča je pa nekdo, ki je doživel, da je Jezus živ. Ti si priča, da je Jezus živ. In zdaj, če sem jaz njegova priča, pomeni, da se obnašam tako kot on, da hodim tako kot on, da jaz predstavljam njega. Se pravi, tebi sploh ni treba govoriti o Jezusu. Ti dosti sam, da si tam. In pol, če Sveti Duh hoče, da govoriš, pa začni govoriti, haleluja. Recimo, to je čist drug nivo, kakor da si skozi v stresu. Vsakmu moram povedati. Jaz sem bil tako ene pol leta v stresu skozi. Čim me je kdo pogledal, sem se čutil odgovorenega, da mu za Jezusa povem. Če ne, bo Bog njegov kriv od mene zahteval. In pol, ko sem šel na WC, kad denar na WC-ju pobira, je bila pol tam gužva, ko sem jo mogel Jezusu pripeljati. Kamorkoli sem prišel, na avtobusu, ko sem plačeval, in pol je bila skozi. Vsem sem šel na živce, kamorkoli sem prišel, je bila gužva, ker sem si za vsakega, ki me je sam pogledal, vzel čas, da mu Jezusu razlagam. In eno ljudje pa sploh časa niso imeli za to, ampak sem jim kar težil in sem jih kar silil. Ne, ti si priča, to je čist druga stvar. Ti se tako obnašaš, kot Jezus. To pomeni, če on govori, ti govoriš. Če on pravi, bod tih, pa sam posluši, pol bod tih, pa sam posluši. Razumeš? Ampak že to, da si se pojavil, kristjan, oseba, ki predstavlja Jezusa, pa nos Svetega Duha v sebi, to je dost, ker pol se bo vse dogajalo. In pol, če te ne skrbi za to, kako boš izpadel, ampak pustiš, da njegov vpliv čez tebe deluje, pol se bo ful dogajalo. Res, pol se bo dogajalo ful. Haleluja. Amen. Kdo si to želi? Haleluja. Ok, še malo pa bomo molili. In zdaj prav, eni so se jim posmehovali. In to dostikrat kristjani pol se bojijo, da se kdo norca iz njih delal. In mislijo, če bom ful se predal Svetemu Duhu, pol bo rekel, da sem jehovc, se bo norca delal z mene ali karkoli.
pač to moraš vzeti za kompliment. Okay? Če se kdo dela norca iz tebe, haleluja, pač. Smej se skupaj z njim. Okay? Ne se ukvarjati, haleluja. Amen. Pust ga, ne ima svoj mnenje. Amen. Uživi, haleluja. Amen. Ne se ustavi. In Peter jim je rekel, fantje, v 14. vrstici jim razloži, v 15. niso pijani, kakor vi mislite, ker je šele 3. ura dneva. To pomeni, ura je šele 9 zjutraj. Alkohol šele ob 10. začnejo točiti. Se pravi, te ljudje niso pijani, ker je šele 3. ura dne, temveč to, kar je rečeno, zgodilo se, kar je rečeno po preroku Joelu, zgodi se v poslednjih dneh, pravi Bog, izlijem od svojega duha na vse človeštvo. In prerokovali bodo sinovi vaše, hčere vaše, mladeniči vaši, bodo videli vizije, starejšim bodo sanjale sanje. In tudi na hlapce svojim dekle v tistih dneh izlijemo od svojega duha in bodo prerokovali. To je dost preden je Jezus prišel, prerok Joel že to videl in pokažem čudeže gor na nebu, znamenje na zemlji, kri ogenj, kajenje dima, sonce se spremeni v temo, mesec v kri, preden pride dan Gospodov, veliki in preslavni. In zgodi se, da vsak, kdor bo klical ime Gospodovo, bo odrešen, haleluja. Se pravi, pride čas, je rekel prerok Joel, da vsak, sam, ki bo klical Jezusa, bo odrešen. Amen. A ni to the best, haleluja. Mi živimo v tem času. Jaz res verjamem, da vsak, kdorkoli se sreča s tabo, hoče Jezusa. Res. Meni včasih kristjan pravi, noben hoče Jezusa. Kje pa? Vsi hočejo Jezusa. Samo mogoče ga ne vidijo še zaenkrat v tebi, ko si preveč plašan ali jim preveč težiš. Ampak da se ti manifestiraš svetim duhom, bojo vsi to hoteli. Amen? Tudi oni, ki nočejo, pa te bojo hoteli ubiti, bojo pa čez 2 tedna hoteli Jezusa. Ker to je nadnaravno cerkev. Vsi hoče to, res. Jaz, ko se z nekom pogovarjam, jaz že predpostavljam, da si on želi to, kar imam jaz. Ker če ti že pogovarjaš in že zato, ker so že prej 3 frendi ti rekli, da si idiot, ker do 4. priješ je nevarnost, da bo že mislil, da te ima za idiota in pol sveti duh ne bo mogel delovati. Tudi če jih je 20, prvih 20, ki si jim zajel, so povedal, te imel za idiota, pri do 21, kada je vseh unih 20 prijeli se. Razumeš? Pri tja poln vere, haleluja. Ker Bog bo deloval čez tebe, haleluja. Se pravi, ljudje morajo verjeti, da je Jezus živ. In ko človek verjame, da je Jezus živ, potem je odrešen. Okay? To je vse, kar človek mora vedeti, da je Jezus živ. In pol haleluja, mu poveš, on je plačal ceno za tvoje grehe, tako da se ti ni treba več matrati. Cena je plačana, ti moraš zdaj sprejeti novo življenje, haleluja. Nehaj se ukvarjati s to kanto, črval pa je mešati, da boš boljši človek. On je že vse to prebil na križ. 3. dan je vstal od mrtvih in zdaj hoče priti v tvoje življenje. In vse, kar moraš narediti, je, da rečeš, jaz verjamem, da si živ. Pridi v moje življenje, bod moj Gospod, bod moj rešitelj, haleluja. Zdaj sem tvoj otrok, haleluja. Nisem več pod oblastjo hudiča in greha. Moji grehi so na križu, haleluja. Moje bolezni so kje? Na križu, haleluja. Prekletstvo, vse je na križu, haleluja. In kako to sprejmeš po veri? Kel, do you wanna play the keyboard a little bit? Ok, ja. Ok, bomo dali malo slavljenja gor in kjerkoli si sprost se, haleluja. Sprost se in bo s Carol molila za te. Lahko pa tam, kjer si sprejmeš moč svetega duha, haleluja. Tako da težko si prostovoljc v krščanskem centru, če nisi izpolnjen svetim duhom. In boš bolj boš vpliven v tem svetu, če imaš polnino svetega duha. Res, haleluja. In danes tudi, kdorkoli to na kameri gleda, kjerkoli si v dnevni sobi, kjerkoli, danes predaj svoje življenje pod vpliv svetega duha in verjamem, da se te bo dotaknil. Haleluja. Hvala ti, Oče, hvala ti, Gospod. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Sveti Duh. Oče, izpolni nas s Svetim Duhom, haleluja. Tako, kot si napolnil prve učence. Jaz molim, da noben ne gre domov prazen. Mi se dajemo pod tvoj vpliv, Sveti Duh. Haleluja. Manifestiri se zdaj čez vsakega od nas. Haleluja.
Prevzem kontrolo nad našim življenjem. Haleluja. O, haleluja. Prid, Sveti Duh. Haleluja. Slava ti, Jezus. Sukara bašingara barene. Reberkende rebersindu roborši kalabahaja. Spona, Sveti Duh. Haleluja. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Slava